Ja, hvala. Lep pozdrav še v mojem imenu, sem Martin Butina. Vete, me večina pozna malo po drugačnih temah. Ne sliši se? Zdaj pa se ne, malo bližje bom držal to. Ja. Sem rekel, da preden bom štartal s tole temo ali pa tematiko zadruge, pa zakaj je to tako pomembna stvar, sem rekel, da bom še ena stvari omenil. Čudoviti ste. Hvala za vse to. Čudoviti ste. To si premalkrat povemo, ne? To je ena izmed stvari, ker ljudi mede ta sistem, ta zvir, ne? Da nam vzame tisto našo stvar, tisto sebe, ne? In to bi mogla biti mantra vsak dan, vsako jutro, ne? Da smo čudoviti, vsi skupaj in vsak zase. Mogoče še to, ne? Veliko vas je tukaj prvič, pa mogoče te osnove vam niso še čisto jasne, odkje pravzaprav sploh prihajajo naravni zakoni in kako potem te stvari potekajo nadol, kako so si zakoni podrejeni, oziroma te sklopi pravzaprav, ne? Morate vedeti, da zadeva prihaja pravzaprav od tistega najvišjega, ne? Naravni zakoni obstajajo zato, ker so bili podarjeni od stvarnika, ne? Mi smo tisti, ki smo sicer rojeni tukaj na zemlji, od naših staršev narejeni, ne? Ampak v resnici ta pravica dobivanja ali pa pravica je bila podarjena od tistega najvišjega stvarnika, ne? In to dejansko pripelje do tega, da ste vi sami suvereni in ta suverenost je tudi vaša dolžnost, da sebe potem približate čim bližje tisti vaši iskri, ki je v vas. To je vaša dolžnost. Niste naključno tukaj. Tukaj ste z nekim namenom. In to je tudi, da lahko ta namen izkoriste ali pa udejante, imate za to naravne zakone. Obstajate, ste del enega in to, kar dajete, tudi prejemate. Zato ste čudoviti. Tako. Ena izmed stvari, kar ljudi zelo boli ali pa skrbi, je to, ne, kako pravzaprav kot živi človek živeti. Dejance, se pravi v tem svetu, kako ga pravzaprav živeti. In ena izmed teh stvari je ta ogroženost, ne, to, kar nas je sistem vcepil v glavo, da moramo delati, da moramo zaslužiti denar, zato da sploh lahko živimo. To nas so nam vcepili v glavo, da moramo plačati za to, da živimo. In to je ena izmed stvari, kar večino boli, sploh takrat, ko se pogovarjamo o nekih vzporednih sistemih, skupnostih, ne? Skupnosti živih ljudi. In te skupnosti morajo na nek način živeti, preživeti in uspevati. Kaj je podlaga za to? Ne? Kot živi človek, vi nimate omejitev, ne? Edino pravilo, ki velja, je zlato pravilo. Ne škoduj. In če že počneš, počni nekaj dobrega za vse, ker se nam potem to vrača skozi kolektivo, ne? Ta koncept dajanja, hvaležnosti, spoštovanja, vsi ti izrazi, pravzaprav brezpogojne ljubezni, ki nam je dana, tudi tisto, kar udejanjamo potem kot živi ljudje. Ampak po drugi strani, ne, vemo, da ta svet, ta materialni svet zahteva od nas, da pač tudi nekaj počnemo in tudi nekaj jemo, nekaj izdelujemo, da smo kreativni. In to našo kreativnost lahko delimo. Ampak kakšen je pa ta način? Mi vemo, da v admiraliteti oziroma v komercu imamo trgovine, ne? To je tisto, kar nadzoruje ta admiraliteta, odnose, ne? Komercialne odnose. Kako pa lahko mi živimo, kot živi človek, pa počnemo isto, ne? Da se ne rabimo bati neke države, nekega sistema. To je ena izmed bolečin, ne? Kako pravzaprav to počnemo, da ne bomo prišli v navzkriž pravzaprav sistemom. Mi imamo v ta namen pravzaprav ta koncept zadrug. Ne? Zadruga, ki nekako povezuje pravzaprav žive ljudi s komercem, čeprav je bila tudi v zadnjem času ali pa v zadnjih 50 letih ta zadeva precej ukvarjena,
Zato so zadruge danes precej demonizirane, ne? Z komercialne perspektive ali pa davčne perspektive. Ne? Ampak zadruga ima mogoče še eno lastnost, ki jih mogoče večina ne ve, ne pozna, da zadružniki, se pravi člani iste zadruge, lahko med sabo poslujejo brez davka. Ne rabimo državi nič plačati za to. Druga stvar je pa to, pol na koncu vprašanje, a mi sploh potrebujemo nekoga, da nam pove, na kakšen način mi trgujemo med sabo. Tukaj je mogoče ključno vprašanje, ali mi kot živi ljudje potrebujemo posrednika. Ampak ravno zaradi tega, ker pa ljudje smo zelo različni med sabo in imamo različne talente, sposobnosti, možnosti. Vemo tudi to, da bomo na enem koncu predelovali mogoče krompir, na drugem koncu izdelovali pohištvo, kako med sabo izmenjati pravzaprav to. In to je ideja zadruge, ki bi povezvala vse te čudovite, žive ljudi na nek skupno hrbtenico, dajala zaslombo proti sistemu. Znotraj tega bi pa ljudje lahko poslovali neomejeno, seveda pod temi načeli, ki smo se že pogovarjali, načeli živega človeka. Moje mnenje je tudi, da bojo v bistvu skupnosti in tak način delovanja pravzaprav nek trend, nekje bi rekel do 30 letih, sigurno bo to prevladujoča oblika življenja pa bivanja. In znotraj tega se lahko čudovite stvari dogajajo, kot je recimo rodovna šola, rodovne skupnosti, take stvari. Mogoče še to, če ste kdaj razmišljali. Listina Združenih narodov, mislim, da 1969, predvideva tudi, da se na področjih, kjer so zelo slabo stanje, vzpostavlja nek sporedni denarni sistem. Zakaj ne bi bili mi tisti, ki bi vzpostavili tak sistem prvi? Ne da deluje, delujejo že tudi v Švici in posod drugje imamo te neko sporedne, komplementarne valute. Ampak ves denar, evre, mi moramo sposoditi si za to, da pridejo v sistem. Nimamo svojega suverenega denarja in to je za veliko večino velika omejitev. Ravno zato, ker nam omejujejo naše vplive. Razmišljati moramo seveda dolgoročno, planirati kratkoročno, razmišljati globalno pa delovati lokalno. In jaz sem danes zelo vesel tukaj, ker je veliko takih čudovitih ljudi, ker vsak na svojem področju poskuša narediti prve korake. To je res čudovita stvar. Pa aplavz za vse nas, prosim. Hvala. Mogoče še ena stvar, ki sem se spomnil, pa bom predal besedo naprej. Velikrat, tudi Boštjan je že omenil, koncept domorodnosti, s kje prihaja. Danes vemo, da imamo velik problem z zgodovino, zato ker veliko zgodovine je bilo namerno uničene, namerno zlorabljene, invertirane, tako da v bistvu težko pridemo do pravih informacij. Ampak mi vemo, da je naša zgodovina bistveno bolj bogata pa drugačna kot to, kar nam predstavljajo. Vsak zavojevalni narod, ki je prišel na naš konc, se je čutil naši bogatstvo. Tako kot vemo, da je recimo ameriška ustava narejena po vzoru slovenske, takrat še ni bila ustava, ampak so bile druge reči. Ampak imamo tudi tukaj danes s sabo par knjig, s katerih se lahko prepričate, da je ta veličina slovenskega naroda, ki prihaja z teh teritorijev slovenskih, tukaj se je začel in razširil po celem svetu. Če koga zanima, to je še ena izmed tem, zakaj je domorodnost. Zadruge?
kaj predlagamo, kako bi radi oblikovali, kako bi radi to zaželi. Mi smo zadrugo koncipirali na koncept v bistvu skrajšanih verig trgovskih in logističnih, v katerem bi ta zadruga v bistvu v vsakem kraju, ker bi bil interes, postavila svoje točke. Na ta način lahko direktno povezujemo proizvajalce z kupci. Na ta način v bistvu lahko precej skrajšamo v bistvu dobavne verige, posledično je pa tukaj ključna stvar, da proizvajalci dobijo več, kupci pa kupijo isto za manj. Vemo, da za osnovna živila, recimo, je razmerje med nakupnim in prodajnim približno 1:4. Vsa ta razlika gre tipično posrednikom pa lastnikom kapitala. Na ta način, v bistvu, kar se zgodi, je, da odpnemo pritisk tistih, ki ponujajo zadeve, da ni več cena omejujoč faktor, pa če vemo, da skupnosti v nastajanju bojo sigurno imeli težave pravzaprav ponuditi svoje reči v konkurenci napram ostalim, ki imajo utečene te poti. Na ta način bi lahko precej dvignili odkupne cene, s tem pa omogočili vsem, da rastejo, da uspevajo. Če še kakšno vprašanje, da sem jaz zbudil. Obstakšne ideje o tej valuti, ki si omenil, o vzporedni valuti, mene to zelo zanima. Mislim, ker v tem vidim en velik ključ, sem pokazal zdaj v parih mesecih. Ja. Ne boste verjeli, ampak približno 8 let nazaj dejansko smo zelo veliko delali na temu. Koncept vzporedne valute, tudi testirana je bila v praksi. Ni pa danes še to, nismo še tako daleč, da bi lahko kaj takega implementirali, ker zato potrebujemo najprej trg. Kdo je trg? Trg smo mi, tukaj, kar sedimo. Te ljudje v bistvu primarno bojo tvorili trg, ki bojo začeli, bom rekel, trgovati med sabo. Na ta način se v bistvu postavi potreba po nečem takem. Dočim pa v zadnjem času, če se najbolj spomnim, je bilo pa zdaj v tej zadnji ekonomski krizi v Grčiji je bil vzpostavljen tak sistem. Mislim, da se reče tiste valuti tem, ampak se pravi, ni edina, ampak takoj, ko je bil problem dobiti denar v obtok, se pojavila potreba po tem. Ampak ideja je, mi moramo to valuto prvič vzpostaviti kot trg, drugič je pa potrebno je narediti ponore. Ta denar, oziroma to valuto je potrebno za nekaj unovčiti in to za sabo potegne pa druge probleme. Če mi ne moramo plačati davka s tem, ali pa, davka ne, ampak recimo druge stvari, ki so pomembne, recimo elektriko, ki ne moramo še sami pridelati, v takem primeru imamo težave. Tukaj je koncept konvertibilnosti potem. Drugače so pa modeli in tudi v bistvu programska oprema že obstaja za take stvari. To ni nova stvar. Dočim jaz bi pa vsakemu posebej predlagal, da si pogleda ta eksperiment v Vrglu. To je eno avstrijsko mesto pred drugo svetovno vojno, ko so implementirali točno to. Ko je občina izdala pravzaprav tako imenovan demoražni šiling, skozi katerega so potem v 2 letih obnovili vse. Postavili si celo skakalnico, obnovili mostove, javne zgradbe. Bila je, mislim, da 95% zaposlenost. Ker je bilo pač to suveren denar. Je skupnost v severni Italiji, ki se ji reče Damanhur. In tam oni že veliko časa uporabljajo svojo valuto. Italijanska skupnost Damanhur, severna Italija. Oni ne vem koliko, mogoče imajo že desetletja svojo valuto, ki jo uporabljajo pač v svoji skupnosti, in njih je bilo pred leti, ne vem, okrog 1000, mogoče jih je zdaj že več, ampak oni to recimo, to se pri njih lahko tudi vidi, kako to pri njih deluje. Ja. Če bi ta valuta temeljila na istih principih, kot temeljijo vse današnje svetovne valute, ne bo v redu. Ja, drži.
To je bilo meni, torej fiat valuta ne bo vredna. To, če mi damo neka načela, pa damo neka ne bo vredna, da bi se vedno lahko najdemo ki lahko začne ponovno ustvarjati še več te valute. To sem hotel povedati in to ne bo vredno. Torej neka naravna omejitev, kot recimo bi bila zato, pa se bi bila že neka rešitev, samo... Ne bi bila. To je, v bistvu, teorija gre v tema. Ideja je, da denar v resnici ne bi smel obstajati. To je babilonska magija denarja. Tisti, ki se s tem ukvarja, razume, iz kje prihaja. Gre za separacijo tebe pa tvojega dela. In ni v redu. Ampak za ljudi bi bil preveč preskok, predaleč bi stopili, če bi rekel, ukinili bomo denar. Jaz sem pred leti že to teoretiziral in probal v praksi na ljudeh stestirati te stvari. Slabo se je obnesel, po eni uri so kričali na mene. Dejansko je prevelik skok. V bistvu mi kot živi ljudje v resnici ne rabimo denarja. Rabimo pa nekaj, kar bo izmenjeval vrednost do takrat, ker bo zaveza dosti visoka, da bomo lahko to delali brez. Ta teorija ali pa bom rekel ekonomija daru je edina prava, ki dejansko funkcionira, ampak problem je v tem, ker ljudje smo še vedno preveč pogojeni s tem sistemom. In recimo najboljši približek tega koncepta je tako imenovan vzajemni kredit, ki ga lahko vsak sam izda. Dejansko pa definitivno fiat valute in take reči to ne funkcionira. Vključno z kriptovaluta, če kakšen misli, da je to rešitev. To je ista stvar. Zlato, srebro, problem, ki ga imamo je, da valuta oziroma denar, svoboden denar ne bi smel imeti inherentne vrednosti, z tega, da ga ne moramo kopičiti. Mi kopičimo lahko znanje, lahko kopičimo prijateljstva, ne moramo pa kopičiti vrednost transakcije. To je tisti problem. Valuta ne bi nikoli smela imeti inherentne vrednosti, pa merilo vrednosti hkrati. Koliko je evro, danes kupimo za 1 evro kilo jabolk, čez 2 let bo pa sam pol kile. Niti ni merilo, kar nekaj. Obstaja kar nekaj alternativnih oblik valut, ki so vezane na zlato. Digitalna valuta, ki ima prihod v zlatu, neposredno, ampak v Sloveniji je bila ena taka krasna ideja Xaurum, ampak je sodišče prevzelo roko čez in zdaj ne morajo, je zablokirana zadeva. Sodišče je pa zadevo ustavilo. Še z drugim razlogom tudi, ampak med drugim... Vse drži, Gre za to, tukaj je bil poskus predvsem za tega, da valuta ohranja isto vrednost, tudi kupno vrednost. Težava zlata pa srebra je to, da je to omejena dobrina. Se pravi, če bi se ekonomija preveč povečala, nimamo pa zlata za kritje. Kako sistemi blagovne izmenjave obstajajo, ki bodo zelo dodelan kot LED? LED sistemi so v bistvu temelječi na časovnih razmejitvah. Vemo, da to je bila stališča valute, je to najboljša reč v smislu konceptualnega, ker imamo vsi omejeno veliko časa na tem svetu. In potem več, kolikor ga imamo, ga ne moramo porabiti. In zato je bila ideja v LED sistemih, da je čas edino merilo vložka. Se pravi, 1 uro pravnika je toliko vredno, kot 1 uro čistilke. To imamo pa danes problem v razmišljanju, da je to res lahko. Problem denarja je pa obrestovanje. Tisti, ki razumejo to, veste, da obresti dejansko niso del procesa, kar je kreacija denarja in imajo deflatoren učink. Ta ekonomija, kakršno mi poznamo, temu v tej ekonomiji se reče ekonomija delnih rezerv in predvideva, da dejansko raste vsako leto, da pokrije razliko zaradi obresti, ki predstavlja za banke edini pravi denar. Z računom se glavnica uniči, ampak ostanejo pa obresti. Obresti pa niso del kreacije denarja. In če se dolg preveč naraste, začne jesti samega sebe, svoj substanco. Demoražni šilik.
Temeljil je na tem, da je ta občina Vrgel, okraj pravzaprav, to je bilo leta 32, 31, 32, to morate razumeti, kakšne so bile razmere. To je bila totalna štala. Ne. Po pariškem sporazumu je mogla Nemčija pa Avstro-Ogrska ogromne reparacije plačevati in to je bilo ful nepošteno, takrat za tisti koncept. In to so bili, celi kraj so bili totalno razsuti zaradi tega. Ekonomska kriza je bila zelo velika. In takrat je ta župan tega okraja se je povezal s tistim Silvijom Gezlom, ki je bil pač brihten možaka na teh področju te alternative. In so v bistvu za tiste depozite, ki so jih še imeli, ki niso imeli prav velike, 14.000 šilingov, mislim, da so zastavili za koncept konvertibilnosti do Avstrijske centralne banke. Oni so pa potem na podlagi vrednosti občinskih stavb izdali toliko pa toliko teh šilingov, ki so jih potem tudi deklarirali kot uradno plačilno sredstvo v tem okraju. S tem so postavili ponor pa izvor. In ker je bilo možno tudi davke plačati s tem denarjem, je bil ta denar kar naenkrat zelo hitro sprejet. Druga stvar, ki je imel ta denar, je bil bil je premenjen s to demoražno takso. Ta demoražna taksa je povedala, da konec meseca za ves denar, ki si ga imel pri sebi, si mogel določeno takso plačati, ker je izgubljal na vrednosti. Seveda, to ljudem ni bilo preveč všeč in so začeli ta denar zelo hitro trošiti tako, da bi se ga čim bolj znebili konec meseca. In to je ključna stvar denarja, je njegov volumen, pa njegova frekvenca kroženja. Temi frekvenci se reče fluidnost. Fluidnost denarja. Koliko hitro denar zamenja roke. In to je povzročilo, da je ta denar tekel zelo hitro. 14krat hitreje se je obračal kot navaden šiling. In to je na koncu povzročilo to, da je bilo denarja kar naenkrat zelo veliko na voljo. In vsak, ki je hotel kaj početi, je to tudi lahko naredil. In ker je bil noter v sam instrument tega valute vgrajen ta demoracijska taksa, demoražna taksa, dejansko je začel krožiti zelo hitro in ni bilo pomanjkanja denarja. Ni bil zdan na podlagi dolga, tako kot recimo fiat valute v svetu. Ampak je bil propagiran stališča tega, da se pač mora konec meseca za ta denar. Preprečujejo kopičenje. In to je bil en izmed mehanizmov, da je potem ta okraj v 2 letih toliko zelo uspel. Neverjetno razlika je bila. Že danes je tam tabla sprednji, ki govori o tem, da je bil to mesto postavljeno s svobodnim denarjem. Poj pa to, tiste, ki ste kdaj brali to, kaj se je pol zgodilo, 200 ostalih okrajev je želel imeti isto rešitev. Kaj se je pol zgodilo? Vmešala se je Avstrijska centralna banka in prepovedala to. Dejansko so ji pa pomagali takrat nacisti avstrijski, ki so pa rabili krizo, da so lahko svoje ideje parkirali. Vse je bila politika. Zdaj pa dosti denarja, Še kakšno vprašanje? Jaz sem mogoče idejo, če že zdaj pač poslujemo z denarjem, da bi mogoče zraven zmerno dodali še to valuto, da bi malo začeli gledati vrednost tega po tej novi valuti, ki bi jo zadrugi uporabljali pa tako med sabo. Ja, interno definitivno je to prednost. Da malo se ta razmišljanje pa občutek tega, pa vrednost tega pridobiti. Recimo pisali 50 €, za to storitev pa zraven še, ena runa, recimo, pa toliko tek, Pa tako je, toliko dejansko. Ključen problem v implementaciji tega denarja bo po moje v konvertibilnosti. Na začetku bomo zelo težko dosegli to konvertibilnost, ker mora biti nekdo, en forex, ki bi to delal, da bi to počel. Zato so ponovadi take vzporedne valute zelo močno omejene na zaključene skupine, kjer lahko trgujemo vmes. To je ideja. Ampak s tem moramo začeti, na ta način se začne pravzaprav.
počet, moramo dati datum početja, ali kaj? Spočet je pomočen. Ja, tam piše spočet. 9 mesecev pred rojstvom. Ja. Spočet je verjetno. Spočet je. Tudi človek. Kako da boš vedel. Slišam? Zadruga je že narejena. Lahko Boštjan celo pokaže listino in vse. Ja. Mi smo to že naprej razmišljali. Ne? Jaz sem se tudi s temi stvarmi že prej ukvarjal, ne? Sploh ta koncept kroženja in logistične poti in take stvari, te so zelo pomembne, pa pridejo v sami izvedbi. Ne? Tako da lahko rečem, da imamo za sabo 3-leten preizkus tega na terenu. Ne? Jaz sem te stvari razvil pred časom za pošto, pošta se je temu odpovedala z nekega čudnega razloga. Ampak dejansko sistem deluje. Sistem deluje. Da ga moramo samo še implementirati. Kako se bo upravljati takega? Klasično zaenkrat. No. Pač zadruga ima vodstvo, neko administracijo, pa člane, člene. Klasičen način je zaenkrat. Iščemo še možnost, ne, to, da bi bila to zadruga živih ljudi. Ne. Se pravi, tukaj je zdaj še neuholjena pot. Na teh še delamo. Ja, seveda. V bistvu bi bilo zaželjeno, da se vsi včlanite. Vodno polje. Živ človek in ta živ človek ima kredit. Vemo, kakšen kredit, ne? Kaj to pomeni v praksi. Kako delovati, a je to v bistvu prepreka, velika? Če imate kakšno idejo? Mogoče govorimo o specifično prepreku, v kakšnem smislu? Da ima mlada družina kredit za hišo, da se je ustvarila svoj dom in bi zdaj hotela postati živ človek oziroma živih ljudi. Kako to v praksi izvesti glede kredita? Izstopati iz sistema, od sistema imaš pa kredit. Kredit je na osebo, ali ne? A sem bila dovolj? Aha, to pomeni zavarovalni sporazum. Ok, Če lahko na to temo v bistvu ena pomislek. Nekdo v sistemu ima pozicijo neke službe, nekega osebe in dobi velik kredit. Potem seveda ta kredit unovči za to, da se zgradi fizično bivališče ali pa nekaj, stopi iz sistema ven in kredit ne rabi plačati. Nekdo drug pa ne rabi, pa recimo ne more dobiti v sistemu ničesar in gre ven in mora vse sam postaviti z niča. Torej ta neenakost, kako se to razlaga, oziroma kakšen nasvet, kakšna smernica. Vse oseba mora vse vrati. Ja. Ja, življenje ni pošteno. Prej mogoče, ker imamo spet to temo, že prej bilo tako vprašanje glede suverenosti teritorija. To je bilo tudi eno vprašanje. Namreč, za zgled si lahko vzamete cerkve, oziroma verske skupnosti. Tam je ta mehanizem, tako imenovani alodi, to je ta suvereno ozemlje, od katerega v bistvu cerkvene institucije ne plačujejo davka. Tukaj je isti koncept tudi pri živem človeku. Moramo pa seveda to utreti, to poč. Ena opcija je seveda tista za zakoličbo, druga je pa tista pravno pripoznana. To je pa tista, ki vsi iščemo.
Da bi sistem v eni točki nas pripoznal. Ni važno, skozi kater kanal. Važno, da nas pripozna. Potem je pa se laže. Moramo samo enega človeka, ki isto misli, ki je šel v sistemu, da bi upal to narediti. Če je to možno, je super. Se zdaj imamo alternativce na delu, bomo videli, koliko bomo več prišli s tistim. Prej, ko smo govorili o denarju, o valutah, o vrednosti. Jaz že kakor otrok, recimo, sem razmišljal, zakaj je vse tako narobe na tem svetu in nekako sem prišel do tega spoznanja, da če bi bilo v bistvu ura dela ali pa da bi bile vse valute enako vredne, ne bi bilo nobenih problemov. Sam takrat mi ni bilo še jasno, kako bi se dalo to rešiti. Zdaj, ko imamo recimo internet, pa vse tu v mreži, bi praktično lahko tu vse uskladili se z ponudbo in povpraševanjem. Tako da bi v bistvu nekje z neko kodo človek vstopil noter in bi za vsako stvar lahko opredelil, koliko je on pripravljen za tisto dati ali pa koliko za tisto stvar ponuja. In tukaj bi se uravnotežilo vse kompletna trgovina. Ker zdaj je vse na temu, isto bi bile lahko tudi volitve. Mi, kada gremo na volitve, tam se opredelimo za nekoga, ko ga niti ne poznamo. Če bi pa mi rekli toliko svoje vrednosti, svojih prispevkov, dam temu, ko se ukvarja s tem, dam drugemu, ko se ukvarja z drugo stvarjo in bi porazdelili tisto vrednost, bi vsi točno bili na tekočem, koliko so za kaj prispevali in tista stvar bi rasla, kolikor več ljudi bi prispevali v tisto aktivnost. Isto bi vse trgovina delovala in tudi ljudje, tisti, ko delajo v tisto smer, bi dobili toliko davkov. Davki so resnic proti ustanovi, zato tega jih nobena ustava nima. Te prispevke ali prostovoljni prispevki, vsak je lahko prispevek. Če se mi gre meni za boljšo avtocesto, bom dal 2% za avtocesto. Mislim, če bi bilo to dobro za ljudi, pa bi bilo ziher prepovedano. Jaz mislim, da ni drugega, ne moramo od politikov pričakovati, da bojo naše dobro delovali. Mi ne pričakujemo politiko. Ja. Mi moramo tu. Ja, seveda, od spodaj gor. Politike treba ignorirati. Fajn bi bilo, ja. Zakaj sploh rabimo, pa bančnike? Zakaj rabimo bančnike? Zato, ker je sistem jih predpisal kot obvezne posrednike pri nas. Ne, oni so se sami vzpostavili zaradi tega, ker jih Seveda so se, ja. Hočem reči to, kot je danes sistem, je to tisto, kar ljudje morajo spoznati, je vse na glavo, vse je proti človeku. Suverenost pomeni dejansko, da te stvari vzamemo nazaj v svoje roke. Drži? Ja. Točno to sem govoril. No, jaz sem pa tudi to, da govorimo o sistem, pa kako vzpostaviti, pa kako to, no. En začetek je že dober, vse govorimo o neki skupnosti, ne. Pač pogledamo tako, ko imamo dejansko še medsosedske pomoči, ki je v bistvu dejansko zakonom prepovedana, in pač že neka osnova, ki jo tudi sam probam sestaviti, pa jo bom dal tudi v pregled še Bosjano, pa vse, ne, je zaščita in reševanje, ne? Da začnemo delovati kot iz prvo okrajev oziroma vaških skupnosti, kakorkoli to imenujemo. Ena se poveže z drugo, naprej gremo to v deželo, ne več občine. Dežela ima v bistvu, bom zdaj izklical 1/12, katera odloča v dobrobit vseh, ker je tako zapriseže s častjo svojo. Vsem, kar ima, kar je. Kar je pa bolj na temo, na ta način lahko začnemo vse obrtnike skupaj povezvati, ker nekomu zagusti ali mu pogori hiša, karkoli, iz une vasi, ki je vodja, pokliče na 12, ona zorganizira vse, se te ljudi najde, ker lahko v tistem momentu preskočijo na pomoč in že tukaj gremo mi lahko kontra sistemu, zato ker bomo drugemu pomagali in v istem momentu rešimo pa tudi problem določenih financ, ker itak pol ta človek bo to toliko ceno, da bo valjda, seveda enkrat vrnil.
Točno tako, ne? Na tak način bi to mogli funkcionirati. In na isti način bloka govorimo med civilno zaščito, ker nas samo dol dolče, pa da se dol dolče. Pač ja, to je raziskovanje. Ampak dejansko v osnovi jih lahko igli na ta način premagamo, ne? Da se prvo vsaka skupnost zase poveže, ona podpre eno skupnost, ki dela za vse knjig, in šele pol lahko začneš in finance in vse iskati, zato ker si prvo kot prvo začneš ustvarjati medsosedsko pomoč oziroma zaupanje na star način vrvno bratstvo. Je bil včasih bolj pomemben kot krvno bratstvo. Drži. To je model, ne? To je tisto, ki zdaj mi vsi iščemo. Zdaj je to ključno, ta prva faza, da se povezujemo, da se združujemo. Zdaj, mi smo tisti, ki tvorimo to mrežo. To je ključna stvar. Zdaj najbolj na to, kar je prej gospod rekel, če imamo avto registriran, običajno ljudje imajo registriran ravno zaradi zavarovanj. Če se pa kaj zgodi, pa ne bom mogel priti sam, v tem primeru bi bila ta varianta, tista, ki bi reševala situacijo. Ja, točno to. Mi se s tem kolektivno močno znižamo tveganje. To je tisto, kar se zgodi. Jaz imam tukaj za eno informacijo, da pač 21. junija 2011 Vatikan ukinil Rimsko cesarstvo in se odrekel vsemu in priznava pač, da nad človekom in stvarstvom ni nobenega druga in da je to pravno verjaven in zavezujoč apostolski odlok, ki je odvzel vsem državnim vladam, sodnikom, odvetnikom, uradnikom, zasebnim odvetnikom in bankam imuniteto. Se pravi, da nas od takrat naprej dobesedno zavajajo, da so še vedno, ne vem, koristni, ni ali ne, ne vem. Nismo se pripravljeni. Škoda krivimo našega dragota danes sabo, on bi zelo veliko povedati okoli tega. Ampak to, če se ne motim, je ta Laudato Si, ki je papež to bulo naredil. Mislim, da je to tista zadnja. Ritusa Maldamosa in Ritusa Probatuma je ukinil in se odrekel vsemu. In kar priznava najvišji zakon zlato pravilo, dejansko pomeni, da vsako duhovno bitje je najvišja oblast nad samim seboj. Se pravi, da so nam že, Vatikan je že dejansko priznal, da če se zavedaš, lahko poveš, mislim, nekak, jaz pa vem. Jaz nisem čist prepričan, da je to Vatikan rekel. Vatikan vodijo jezuiti, to ima lih kontra idejo. Ja, zdaj papež sam Frančišek to pač sprejel pred njemu. Mislim, morate vedeti, da to je v bistvu de facto so se vzpostavili za najvišjo avtoriteto na svetu. To je tisto, in oni so edini posrednik med Božjim in nami. To so naredili. Ja, ne, pa so priznali, da niso. Ja, se zato pa sprašujem, če to so res oni priznali karkoli. Ker ta agenda, vse to, kar se nam dogaja, dejansko izhaja iz tega koncepta nadvladja. Da so oni edini Božji poslanci. Z tega pač, ne vem, skupine, ki tudi promovira bil človek za razglasitev, ko vse, če mislim, preverjam informacije, ker pač... Jaz sem skoraj prepričan, da ni to Vatikan povedal. Mislim, o tem pisal. Če je to napisala v eni objavi na Facebooku, jaz imam skripto. Ali pa no, pač tudi jaz sem videla to in pa si pač izpisala in je pač to, kar ona govori, je Gordana pač povzela po nečem, ne vem, čem je napisala to. Jaz sem si pač tukaj izpisala in govoril o tem, da je menda leta 2013-2011. 2012, ja. Ja, da je to... Malo je nekonsistenten s tem, kar se dogaja. Nekaj je govoril... Samo ne znaš, da je to res objavljeno. Vam težko komentirati, da no. Ja, sej. Aktivnosti so drugačne, vse je zato.
pri vseh teh informacijah moram vse zrnom soli mečkam te stvari prejeti, zato je ogromne dezinformacij. Vi ste tudi, Boštjan je že omenil, da so nas jemali kot teroristična skupina, pa tak, ne. Pač sistemu ni všeč to, da se povezujemo, sistemu ni všeč, da se deklariramo kot živi ljudje, kot suvereni, ker pa sistem nima vpliva nad nas, ne. Da pa za ta komerca, ne, za ta sistem mrtvih, ne, je živ človek neviden, ne. Prideš na konc na sodišče in to sem ni pač dobro, jaz sem v službi bila takrat. Kako mi lahko dokažeš, da nisem živa? Vse, kar boš rekel, pa ti podrem. Dalje, jaz sem se menila sodnico, dajte mi povedati, kako? Dobro, ajde, spoštujem tiste pravila, ni problema, ampak kak mi bo, povejte, na podlagi česa? Zato tist Kalakljas kot živ človek igram dejansko igro s tem dvem entitetam, ko so mi jih ustvarili, ampak po mojih pravilih. Jaz sem tudi recimo izvršiteljna, ko sem imela se vzam, fizični osebi, pravni vzam, ne poskrbi. In kaj mi je rekel, jaz imate prav, nič ne moramo. Hvala. In zakaj ne bi pa mi, dokler je še tako igrali v sistemu, ne? Pa se tako pač močno bereš, pol pa hkrati še sporedno ga graditi. Pri tej igri, ne, sistemom je ključno, da razumemo, kdaj nas sistem želi podvrči svoji jurisdikciji. Tukaj se igra hitro neha, če pozabimo, če spregledamo, kdaj je tisne. Recimo, če pri srečanju s policistom, če bomo mi dali v roke, pa da on odnese svojo osebno, avtomatsko pomeni strinjanje. Zato pa ne daš. In če rečeš, da se podpisom, se obrnejo stran. Inšpektori zbežijo stran. Ja, seveda, ne. Inšpektorica napisala v enem primeru, ena gospa, ki je napisala, policaj je rekel, da ne se podpiše z UCC, ker pa ni razložila, kaj je to, ne? In se ni hotela podpisati in izdajamo nalog. Druga stvar je že to, ne. Morate še eno stvar paziti, to tisti, ki bi še vedno upoštevali sistem. Ogromen zakonov je protiustavnih, ne. Ogromen jih je. Zdaj je, ker pač ni tožnika, ne. Brez tožnika ni sodnika. In enako velja, ne. Če vam policist lahko direktno napiše kazen, pomeni, da v isti osebi in izvršitelj in sodnik. Postavi pa imamo mi pravico do sodnika. In samo sodno. Že po sistemskem zakonu nimajo več pravice. Točno to. Ampak, dajo nam posebno, ne. Poveš mu in lepo podpišeš z UCC podpisom in pol lepo se ne gre dlje od policijske postaje. Ampak tudi Uniform Commercial Code je treba malo poznati, ne. Da razumete vsi, kaj to je, ne. Kdor izbere to pot, mora vse mečkano vedeti, ne. To ni tako, tu zapomnil si številko 1/308 in je dost, ne. Ni dost, ne. Ni dost. Tudi živ človek je treba poznati precej stvari, ne. Ampak vse zato pa imamo take izobraževanja, pa bom rekel vsaj delavnice, da se lahko taka mnenja potem oblikujejo. Hvala. Hvala lepa. Hvala, Martin. Preden gremo zdaj v podpisovanje oziroma fotografiranje izjav, o živem človeku bi rada še eno svojo misel povedala. Pa bom zdaj v bistvu iz svoje izkušnje govorila. Kolikor sem mogla uveljavljati svojo svobodo skozi, preden sem vedela za starovedstvo in živega človeka, sem se borila z uporabo ustavnih določil, ker sem se jih naučila in sem jih pač dosledno uporabljala na svojih poteh javnega življenja in na ta način nekako zgradila ali pa ukrepila svojo držo neodvisnega suverenega človeka. Na isti način moramo se učiti uporabljati, uveljavljati tudi
živega človeka, to, kar boste zdaj podpisovali. Tako da sam podpis na papirju nič ne pomeni, če vi tega oseb ne živite, če si te drže ne privzgojite oziroma se spomnite tega. To zdaj kot popotnica podpisovanju. Zdaj bi se pa malo preorganizirali, pa tisti, ki želite ta podpis izvesti, vas povabim, da si najdete 3 ljudi, ki bojo vaše priče, pa da se mogoče naprej premaknete. Zdaj, če ima kdo kakšen boljši predlog, tudi to redu. Jaz sem razmišljala, kako bi se zdaj organizirali, da bo to čim bolj učinkovito ali pa smiselno potekalo. Jaz bi predlagal tako, da vsi tisti, ki imate že pripravljeno to izjavo, da ste živi, da enostavno pridete tu nekam naprej, pa en drugemu podpišete oziroma autografirate to, da ste videli njegov podpis in je to to.